Prižigom prazničnih luči se je tudi na Bledu v soboto začela letošnja zimska pravljica na Jezerski promenadi. V Turizmu Bled so pripravili pester program prireditev za vse generacije, ki bo trajal vse do 14. januarja. Prireditve se bodo vrstile vsak konec tedna, v zadnjem tednu pa vsak dan. Letos smo mogoče prizorišče ali pa ta prireditveni oder prestavili majčkeno na konec promenade zaradi samega lažjega sprehajanja ljudi skozi samo promenado, drugače pa za konec tedna v petkih prireditve otroške igrice za naše najmlajše, v sobotah pa koncerte za malo starejše ali pa tudi mlajše. Pester program, katerega vabimo vse, tako kot domačine, predvsem res domačine, zelo ljudni vabljeni kot goste, različni žanri glasbeni, od roka do jugonostalgike, lahko povem, se pravi že za Silvestrovo, ansambel Saša Avsenika, tako da dobrodošli. Deževno in vetrovno vreme vseh prazničnega vzdušja željnih obiskovalcev v soboto ni ustavilo. Dodatno pa so jih s poskočnimi vižami spodbudili tudi polkaholiki. Prižig prazničnih luči v sebi nosi močno simboliko. Pomeni začetek nekega prazničnega vzdušja, začetek nekega veselja, radosti, mira, vsega dobrega. Lepo je, pa užitek je, ne vem, lepo je pač. Ja. Zelo dobro, pač ful nama je všeč. Meni vedno tale neka svetlova pomeni neko radost, neko veselje, pa posebej v tele čase, ko je po svetu taka ena žalost, smo v bistvu hvaležni lahko, da se imamo fajn v našem koncu in tako naprej. Pester program prireditev bo spremljala ponudba tipičnih gorenjskih jedi in toplih napitkov ter izbor izvirnih prazničnih daril. Moj mož že leta dela to, ampak jaz sem pa drugače ful ljubitelj Bleda in prav moža prosim, da jaz prodajam, ker meni je tole božično vzdušje in Bled samo taka ena čarobnost. Na Jezerski promenadi je tudi letos Božičkova pisarna. Napisana pisma pa otroci lahko oddajo v največji Božičkov nabiralnik v Sloveniji. 17. decembra pa bodo pisma odpotovala k Božičku na Laponsko. Kaj pa si naši sogovorniki želijo v prihodnjem letu? Ja, čim več uspehov, čim več zdravja, ne sploh v naših časih zdaj, pa miru, čim več. Da smo uspešne, pa da bomo imeli dobre ocene, pa da se bomo imeli fajn. Isto. Predvsem za vse en mir, ne, in na splošno si bi želela, da ljudje da se ustavijo in da se poglobijo v te osnovne vrednote, ki smo jih mogoče začeli pozabljati. Tak, veliko ljubezni vsi ima, radosti in miru. Pa zdravlja, ja, pa zdravlja.